Včeraj smo Slovenci praznovali dan reformacije. Osebno zame je ta dan zelo pomemben, saj smo s Trubarjem dobili prve slovenske besede ter prevod Svetega pisma v slovenščino in posledično pridige v slovenskem jeziku, da bi jih lahko vsi razumeli. To je pa res pravo bogatstvo in prava dediščina. Zakaj nam je sploh dano Sveto pismo in zakaj je tako pomembno? Sveto pismo nam je daroval sam Bog in je zato najboljši priročnik za naša življenja. Najboljši je, ker nam daje prave odgovore o našem začetku, o naši identiteti, o smislu življenja, o rešitvam za težave in natančno opisani naši bodočnosti in tvoji in moji večnosti. V tej živi besedi lahko beremo o Božji moči, o našem stvarniku, ki je ustvaril vse, kar vidimo in ne vidimo, o odrešeniku Jezusu Kristusu, o grehu in njegovim posledicam, ter o veliki milosti in odrešenju, ki je najbolj pomembna novica, zapisana za tebe in za mene, za vse ljudi. A je ta novica še vedno aktualna in pomembna za tebe in za mene danes? A je reformacija še vedno pomembna in potrebna? Preden bomo poiskali odgovor, prisluhnimo eni pesmi. Velik je Bog, poizmenoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Odsev njegove moči, lepote in časti, polni zemljo so, polni zemljo so. Naš Bog in večni kralj, svetlobo je rodil, dežene temo so, dežene temo so. Velik je Bog, poizmenoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Na veke vlada On, veličasten je, z besedo vse drži, z besedo vse drži. Trojedini Bog, Oče, Sin in Duh, od vekomaj je On in večno isti Bog. Velik je Bog, poizmenoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Velik je naš Bog. Velik je Bog, poizmenoj, ker velik je On, naj spoznajo vsi, naš Bog je velik. Slišeno ime, slišeno ime, vredno vse časti, zato bom pil, naš Bog je velik. Slišeno ime,
blagoslovljeno naj bo tvoje sveto ime. Blagoslovljeno naj bo ime tvoje proslavljeno. Blagoslovljeno naj bo tvoje sveto ime. Blagoslovljeno naj bo ime tvoje proslavljeno. Ob 500. obletnici reformacije, ki smo jo praznovali pred 3 leti, smo veliko govorili o Primožu Trubarju in njegovih dosežkih in o njegovi zaslugi za slovenski narod. Danes želim govoriti o Martinu Lutherju. O Martinu Lutherju, ki je pred 503 leti s svojimi 95 tezami, ki jih je 31. oktobra 1517. leta pribil na vrata Wittenberške cerkve in tako sprožil reformacijo svetovnih razmer. Po njej je spremenil svet, čeprav to ni bil njegov namen. Želel si je samo začeti eno teološko razpravo, vendar je zanetil revolucijo. Kdo v resnici je bil Martin Luther? Vemo, da je bil najbolj vpliven verski vodja protestantskega sveta. Zakaj je ta menih iz Nemčije tako pomemben? V 16. stoletju je Luther kot profesor teologije nameraval samo sprožiti razpravo o nekaterih nedopustnih praksah v rimsko-katoliški cerkvi. Od svojih kolegov pa je pričakoval odziv in morda kakšno živahno razpravo. A to se ni zgodilo. Zato se je poslužil s tedanjim Facebookom, tako da je 31. oktobra 1517. leta na vrata grajske cerkve v Wittenbergu v Nemčiji pribil svojih 95 tez. Ko je Martin Luther pribil svoje teze na vrata cerkve, je zanetil takšno iskro, ki je prerasel v plamen, ki se je razširil po celi Evropi in po svetu. Tako je Lutherovo drzno dejanje sprožilo protestantsko revolucijo oziroma reformacijo. Lutheru se niti ni sanjalo, kaj se bo zgodilo. Pri razlagah svojih tez se je najpogosteje skliceval na 62. tezo, ki se je glasila: pravi zaklad cerkve je najsvetejši evangelij Božje slave in milosti. Govori je, to izjavo je treba razglašati vsake prižnice. Prava resnica je, da zaklad cerkve ni sestavljen iz zgradb ali oblačil ali katedral ali kakršnokoli drugih znakov zemeljske moči. Pravi zaklad cerkve je evangelij Gospoda Jezusa Kristusa. Vse drugo je drugotnega pomena. Trdil in učil je, da mora biti ta evangelij središče vsake cerkve. Vse drugo, kar zakriva evangelij, je napačno in ga treba spremeniti ali odstraniti. Kot predan menih, Luther ni vedno videl stvari tako jasno, kot jih je kasneje. Luther se je samostanu pridružil, ko je bil star 21 let. Meniško življenje ni bilo enostavno, zahtevalo je visoko disciplino in red. Dan je moral začeti že pred 1. in 2. uro zjutraj, s molitvijo in petjem. Temu je sledil čas meditacije, pa potem še drugi čas molitve in morda še čas petja. Kasneje je zajtrkoval. Nato pa je sledila jutranja molitev. Potem bi se začelo delo do kosila. Po kosilu je prišel zopet čas za molitve in petja, ki mu je sledil kratek spanec. Nato je prišla še molitev in petje, ter meditacija in zakramenti. In končno, ko je bil že utrujen, po večernem obroku so spet imeli molitev. Kasneje zvečer pa so končno odšli na zaslužen počitek.
Vse skozi je sledil temu strogemu življenju, ker je tako kot milijoni ljudi danes iskal mir z Bogom. Iskal je način, kako bi mu Bog odpustil greh. Želel je biti opravičen in želel je imeti mir z Bogom. Mir z Bogom tega vesolja. Pridružil se je zato samostanu, da bi rešil svojo dušo, da bi našel resnico in mir. Sledil je ritualom in spoštoval naporen urnik. Verjel je, da bo s spoštovanjem cerkvenih pravil sčasoma dobil vstop v nebesa. Toda v njegovih mirnih trenutkih, takšnih kot jih tudi imamo ti in jaz, in ko razmišljamo o stvareh, ki smo jih doživeli in slišali skozi dan, katere smo se naučili in smo ugotovili, da je nekaj narobe. Močno se je trudil, da bi razumel Boga, vendar je nenehno naletel na tiha vprašanja, ki so ga mučila in na katere ni našel odgovora. Čeprav se je Martin Luther popolnoma potopil v svojo religijo in čeprav je postal menih menihov, je počel vse, kar mu je cerkev predpisovala. V svoji duši pa ni imel mir. Ko je bil še v samostanu, se je odpravljal k spovedi, katere je cerkev učila in govorila, kdor hoče, da mu bodo odpuščeni grehi in jih je treba izpovedovati eden za drugim. S popolno resnostjo srca in s čistim namenom je Luther vsak dan odhajal v spovednico, ker je priznaval svoje grehe, ki se jih je spominjal. Včasih je preživel celo 6 ur in v priznavanju svojih grehov. Čeprav je Martin Luther nenehno priznaval svoje grehe, nikoli ni našel odpuščanja, ki ga je tako iskal. Iskanje miru z Bogom ga je leta 1510 pripeljalo v Rim, dom papeža in središče rimsko-katoliške religije, na katero je bil tako ponosen. Martin Luther je potoval z mislijo, da bo končno v Rimu, v središču svoje vere, našel tisto, kar je tako obupno iskal. Ko je prišel v Rim, je postal hudo žalosten in razočaran. Najprej je bil presenečen, nato šokiran in še na koncu zbolel. Kajti od preproste nemške kmečke religije tam ni našel ničesar, temveč se je srečal s hudo razcvetelo in razvejano religijo Rima, kar je bilo zanj prevelik kulturni šok. Našel je duhovnike, ki so bili zaradi velikega števila evharistij na dan, na katerih so morali piti vino, tako pijani, da niso mogli končati maše. Našel je druge duhovnike, ki so dajali 70 do 100 maš na dan in tekali z enega opravila do drugega, da bi ustregli množicam, ki so prihajale, ki so romale v Rim. Tam je srečal duhovnike, ki so prekršili celibat. Slišal je celo, da so se nekateri duhovniki hvalili, da so pravični, ker so živeli samo ženskami in ne kot mnogi drugi ženskami in moškimi. Čaščenje relikvij oziroma posmrtnih ostankov svetnikov ga je zelo prizadelo. Luther je v cerkvi bazilike svetega Janeza Lateranskega videl vrsto starodavnih stopnic, ki so jih iz Jeruzalema pripeljali v Rim. Jezus je menda hodil po tistih stopnicah pred Pilatovo dvorano. Cerkev je učila, da če bi se postavili na roke in kolena ter plazili po 28 kamnitih stopnicah in če bi na vsaki stopnici zmolili molitev Oče naš, bi do takrat, ko bi prišli do zgornje stopnice, spustili veliko duši zvic. Srečal se je s tisoči romarjev, ki so prišli v Rim, da bi se povzpeli po teh stopnicah. Martin Luther se je odločil, da tudi sam se mora splaziti do zadnje stopnice. Mora to storiti. Po rokah in kolenah se je plazil po tistih stopnicah,
poljubljal svete podobe in na vsaki stopnici zmolil Oče naš. Ko pa je prišel na vrh, se je ozrl nazaj na stopnice in zaradi še večje praznine v duši je še bolj začelo mučiti vprašanje. Kaj, če se odrešenje ne dobi na ta način? Ni mogel razumeti, kaj ima hoja po stopnicah skupnega z opuščanjem grehov. Velika prelomnica v njem se je zgodila, ko je po prihodu iz Rima še bolj in bolj začel preučevati Sveto pismo. Po nekaj letih je odkril resnico, ki jo do takrat ni poznal. Veliko odkritje je spremenilo njega in nato Evropo in še cel svet. Ko je Martin Luther poučeval Biblijo, Sveto pismo, je prišel do besed iz pisma Rimljanom. Prvega poglavja od 16. do 17. vrstice, ki so ga popolnoma prevzele in spremenile njegovo življenje. Pravijo te vrstice takole: ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost, iz vere v veru, kakor je zapisano, pravični bo živel iz vere. Ko je znova in znova prebiral te vrstice, se mu je razodela beseda. Prisluhnimo Lutrovi razlagi teh besed. Zelo sem si želel razumeti Pavlovo pismo Rimljanom in nič me ni overalo, razen tisti izraz Božja pravičnost. Do sedaj sem razumel Božjo pravičnost v tem, da je Bog pravičen in da pravično kaznuje nepravične. Moja situacija je bila taka, da sem čeprav brezhiben menih stal pred Bogom kot grešnik, ki ga skrbi vest, ker nisem bil pravičen, da ga bodo pomirila moje dejanja in zasluge. Zato nisem ljubil pravičnega in jeznega Boga, ampak sem ga sovražil. In vanj dvomil. Kljub temu sem se držal dragega Pavla in si močno želel vedeti, kaj misli. Noč in dan sem se spraševal, dokler nisem videl povezave med Božjo pravičnostjo in izjavo, da bomo pravični živeli po svoji veri. Potem sem dojel, da je Božja pravičnost tista pravičnost, s katero nas Bog z milostjo in iskrenim usmiljenjem opravičuje po veri. Po tem razodetju sem se počutil kot prerojen, ker sem razumel, da po veri že zdaj grem v nebesa. Celotno pismo je dobilo nov pomen. Medtem, ko me je prej Božja pravičnost navdajala sovraštvom, je zdaj postala neizrekljivo sladka. Ta Pavlova izjava mi je odprla vrata v nebesa. Potem, ko je Martin Luther pribil svojih 95 tez, se je mogel zagovarjati pred svetim rimskim cesarjem. Ukazujem ti, da prekličeš to pisanje, katero je krivoverstvo. Odgovoril je takole. Moja vest je vklenjena v Božjo besedo. Zatem tu stojim. Ne morem drugače. Naj mi Bog pomaga. Tu stojim, v resnico zazrt. Tu stojim, sem nanj oprt. Človek gled z besedo Boga, tu stojim, Gospod.
za meni. Poslušam le glas njegov, v njem je resnica vsa. Sem prepričan, da je res, verujem, da je nad mislimi in besedami del ljudi. Zaupa mi, tu stoji, v resnico zazrt. Tu stoji, na Kristusu, človek le z besedo Boga. Tu stojim, veri samo. Božjo besedo, res ugenjena je, zatajiti vse to, da veruje, izdati svoje srce, si ne bo dopustil. Druge poti za meni, poslušam le glas njegov, v njem je resnica vsa. Sem prepričan, da je res, zdaj pa vem, da je nad nami mislimi, filozofijo, razumom, idejo ljudi. Tu stojim Bog, v resnico zazrt. Tu stojim Bog, volim me Bog, stojim z besedo Boga. Izpeljal me boš iz nadlogih cestis. Zdaj vem, da s teboj se je zmagal Bog. Tu stojim Bog, tu stojim Bog, veri samo. Martin Luther je zdaj razumel, da je njegova pravičnost v Jezusu Kristusu, po veri in ne kot zdaj, po njegovih delih, po njegovih prizadevanjih, zakramentih, spovedi, pravilih, cerkvi, duhovnikov. Po veliko let iskanja je končno spoznal, da obstajata dve vrsti pravičnosti. Najprej gre za človekovo pravičnost, ki predstavlja vsoto vseh njegovih dobrih del in vseh njegovih verskih obredov. Spoznal je, da se je po lastnih delih, molitvah in romanju v Rim poskušal povzpeti po lestvi v nebesa. Toda v tistem trenutku razodetja je razumel, da lestev ni dovolj dolga in ne vodi v nebesa. Razumel je tudi, če se povzpne na vrh lestve, v dobrih delih je še vedno oddaljen milijone kilometrov do nebes. Razumel je, da obstaja druga pravičnost, ki se dobi samo po veri v Gospoda Jezusa Kristusa, ki jo je za nas ta Jezus dosegel na križu. In sprejme se jo lahko samo po veri, kot brezplačno Božje darilo, ki je vse to načrtoval in tako vsem enako omogočil pristop v nebesa. Razumel je, da se po odrešenje mora priti praznih rok Bogu, s polnim srcem vere, obrniti se na Gospoda Jezusa Kristusa in si ga pridobiti kot nezasluženi milostni dar. Ta novica je pretresla, a hkrati zažgala tedanji svet. Martin Luther je tistega dne sestopil iz lestve pravil na avtocesto vere, milosti in sprejetja Božje besede kot edine avtoritete
za odrešenje in življenje. Ta doktrina, ta resnica je postala bojni krik protestantske reformacije. To je resnica, sola fide, kar pomeni samo vera. Vera samo, ne po delih zakona in pravil. Vera samo, ne s pokorščino cerkvi. Vera samo, ne s človeško pravičnostjo. Vera samo, ne s krstom. Vera samo, ne z dobrimi nameni. Vera samo, ne po zakramentih. Vera samo, ne z dobrimi dejanji. Vera samo, plus nič in minus nič. Pravičnost je to, tisto, kar potrebujemo, vsi, brez razlike. Vendar je nimamo. Ker je Bog to vedel, da se sami nikoli ne bomo mogli opravičiti in postati pravični, je On sam poskrbel za pravičnost, ki se spusti iz nebes na zemljo do ljudi. To je, dragi moji, sam Jezus Kristus. Tega se pa ne da kupiti ali zaslužiti, ampak ga je Bog podaril kot brezplačno darilo. Tako je Luther sedaj doživel reformacijo svojega srca. Spremenjeno srce je gorelo in je postalo popolnoma drugačno, kot je bilo nekdaj. Da je sedaj bil pripravljen narediti vse, ne glede na ceno, ki jo bo potrebno plačati, da bi tudi drugi doživeli to reformacijo srca in popolno svobodo, ki se jo lahko dobi samo v Jezusu Kristusu. Kaj pa danes? Žal nekateri ljudje so tam, kjer je bil Martin Luther na začetku. Zaupajo svoji religiji, svoji cerkvi, svojim pravilom. Zaupajo svojim dobrim delom ali zaupajo svojim krstom ali zakramentom. Dragi moj prijatelj, če zaupaš religiji, dobrim delom ali krstu, si na lestvi, ki te ne more pripeljati v nebesa. In nikoli ti ne bo uspelo priti tam, kjer si želiš. Zapomni si, nikoli. Vsi mi smo popotniki, če pa nismo s seboj vzeli kompas, ki je Sveto pismo, se nam lahko zgodi, da bomo zgrešili cilj. Preizkusili ste religijo, ki vam ni prinesla miru, zadovoljstva. Poskusili ste biti dobri, vendar vam ni uspevalo. Če je to vaša zgodba, vas pozivam, da pridete zdaj k Jezusu Kristusu, takšni kot ste, po odpuščanje, po novo življenje. On vas sprejema in ne daje pogojev, razen da vi sprejmete njega, njegovo žrtev, ki jo je naredil na križu. Želi vas prenoviti, želi vam dati radost odrešenja, želi vam dati mir, ta mir, po katerem hrepenite, posebej v teh negotovih časih. Mir, ki preseže ves človeški um. Ne odlašajte, sprejmite Jezusa zdaj. Predlagam preprosto molitev. Molitev ni čarovnija, kot bi prvi potrdil sam Martin Luther. Molitev je smiselna, je povedal, kadar izraža željo tvojega srca. Ste pripravljeni z menoj zdaj moliti molitev odrešenja? Če ste, molite z menoj in za menoj. Gospod Jezus, predolgo te držim stran od svojega življenja. Vem, da sem grešnik in da se sam ne morem odrešiti. Z vero, hvaležnostjo sprejemam tvoj dar odrešenja. Verjamem, da je Božji sin umrl na križu za moje grehe in vstal od mrtvih tretji dan. Hvala ti, ker mi vzameš moje grehe in mi namesto njih podarjaš dar večnega življenja. Verjamem, da so tvoje besede zapisane v Svetem pismu resnične. Pridi sedaj v moje srce
Gospod Jezus, in postani moj odrešenik. V tvojem imenu, imenu Jezusa Kristusa, molim in se zahvaljujem. Amen. Če si z menoj molil to molitev in če si veroval, boš tudi ti doživel to reformacijo. Ravno tako, kakor je doživel Martin Luther. Če si ti sedaj molil v srcu in resno mislil, si odrešen, zavedno in postal si Božji otrok, del Božje družine na tej zemlji. Zato dobrodošel v Božjo družino. Zato te vabim naslednjo nedeljo, da se družiš z nami v Božji družini, ko bomo spet skupaj, čeprav samo po spletu. A ko mine ta čas omejitve, zaradi korone, pa bomo v živo skupaj. Verjamem, da ima Bog zate pripravljeno sveže sporočilo in spodbudno novico. Želim vam vsem blagoslovljen teden in izkušnje življenja iz vere. Želim vam resnično reformacijo vašega srca. Bog si želi me nadvse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se upogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, obsem si v tvoje slave. In zavedam se, da ti si čudovit in kako neizmerno me ljubiš. Bog ljubi nas močno, res nas ljubi, ljubi nas močno. Bog si želi me nadvse, ljubi res silno me, sem kot drevo, ki pod močjo milosti se upogiba. Nenadoma na vse stiske pozabim, obsem si v tvoje slave in zavedam se,